Vi pa delujete tako samozavestno in pogumno, verjetno nimate nobenih strahov in vas je tudi ta pogum in samozavest vodila, da ste pustili eno tako redno službo kot urednik, novinar in se pozdali v neznane vode samostojnega poslovnega življenja. Jaz ne vem, ali je to prekletstvo ali je usoda, ampak jaz zelo malo funkcioniram z razumom in predvsem z nagonom. Ne. In zadnjih 45 let, tako ko sem malo analiziral za nazaj, nikoli nisem prav tuhtu, a naj grem levo, a naj grem desno. Ne. Tudi dosti kolesaram in nikoli nimam poti. Ne. Na križiču se odločam, a bi šel tle levo, a bi šel desno, vse dostikrat sem pol jezen sam nase, ker pol ne vem, se vozim po kakšnih grmovjih in pol gonem bicikl nazaj v klanc in sem jezen sam nase, ampak težko, da ne vem, analiziram za nazaj, kje sem ga pobiksil. Pač sem ga pobiksil. In isto je bilo s mojo poslovno potjo. No. Ni bilo tisto, radio je pase, mogoče je čas za družabna omrežja. Skočil sem in plaval. Sklepam, glede na to, kar ste povedali, da vam ni bilo žal nikoli, da niste obžalovali teh svojih... Pa saj za nazaj itak ne moš kaj popraviti, kva če se sekirati. Ne? Super odgovor, tako da vas težko vprašam za nasvet. Mislim, da moraš biti mal človek pa karakter tak, da bolj z lahkoto te stvari sprejemaš. Tle vidim ful fajn, ful punc, moja žena je tudi, se mi zdi, podoben kaliber, ful analizira in razmišlja in cinca, špehar pa kar zavija tam desno, ne? Ona pa naredi celo analizo. In mislim, da niti ena, niti druga opcija ni tista, kar rečeš, ta je pravilna. Ne? Živiš svoj life, kakor se ti zdi, da je prav. Hvala, Matej. Prosim.